Še preden je začelo poletno sonce neusmiljeno pripekati, je pri Jakopičevih v Podpečju v Dobrepolski dolini že brnel traktor. Zdaj je čas, ko je treba pobrati prvi krompir in to je pač dobro narediti, kar se da zgodaj. Odložiš na hlad, pa tam malo pobiraš, prav? Takoj zatem je Janez Jakopič že hitel v hlev, da bi poskrbel za več kot 100 krav in telet. Prodaja mleka, mesečno ga pridelajo med 40 in 50 tisoč litrov, je njihova glavna dejavnost, a še zdaleč ne edina. Ukvarjamo se pa še z veliko drugimi stvarmi, zato da je majčkeno bolj diverzificirano, da ni odvisno samo od ene kmetijske panoge, ker ne vem, če cena mleka pade, če imaš samo mleko, je to problem, ne? Tako da imamo tudi 4 hektare krompirja za malo prodajo. Imamo več različnih vrst žit, katera meljemo v okviru dopolnilne dejavnosti v različne moke in kaše. Potem imamo tudi kar nekaj gozda, kot neka dopolnilna dejavnost preko zime. Družinsko kmetijo je pred njim vodil njegov oče, a ne profesionalno, pač pa ob redni službi. In to je bilo tako. Pred 5 ure je bilo treba vstati, pa sem šel še v hlev, potem sem se stuširal, pa sem šel v službo, pa sem prišel 3-4 domov, potem je bilo treba pa spet doma delati. In smo delali več ali manj ročno še takrat, ne, z delnost, z malo kosivanca, pa en traktor, če smo imeli. In to je bilo zelo, zelo naporno, tako da je bilo to kar eno obdobje, bi rekel 20-30 let življenja, je bilo smo praktično spali pod 3-4 ure, 5 ur večjem. Zato sem jaz predlagal sinu, da če bo kmet, naj bo samo kmet ali pa naj hodi samo v službo. In tega očetovega nasveta se je Janez Jakopič tudi držal. Ko je pred desetletjem prevzel kmetijo, je takoj uvedel nekaj novosti, zgradil nov hlev, povečal čredo, ženo sta se lotila tudi predelave mleka. Zdaj je prišlo do tega, da sva oba ženo zaposlena na kmetiji, tudi ona dela tukaj. In mislim, da je bila ta odločitev vseeno prava, no, da delava samo to in da se temu posvetiš pol ves čas. Ker če si tam, če hodiš na delo, moraš tam tudi nekaj vlagati, tudi miselne energije in vsega, in potem ne moreš vmes razmišljati, kaj bo doma, ker potem tam nisi učinkovit in obratno. Jaz mislim, da če se to greš, moraš iti na polno. Na gričih pod celjskim Starim gradom v vasi Zagrad je ekokmetija Habjan. Teksi, pridi. Večji del dobrih 20 hektarjev zemlje, ki jo trenutno obdelujejo, so travniki in pašniki, redijo ovce, govedo, kokoši. Na 2 hektarjih pridelujejo zelenjavo. Vidiš kako papriko? Samo mora biti res una velikanka. Čeprav je na kmetiji odraščal, Tomaž Habjan tega, da jo bo enkrat prevzel, sprva ni načrtoval. Sploh ne, v bistvu jaz sem ekonomist po izobrazbi, ne, ampak potem po študiju sem bil podjetnik nekaj časa, ne, potem so bili tudi tisti časi težki za podjetništvo, podjetniške krize, pa to, in smo takrat pol kmetijo skozi povečevali nekaj, takrat še na očetovo željo, oziroma on je pač imel željo kmetijo razširiti, povečati, ne. Potem smo tu se z bratom angažirala, na začetku sem jaz bil podjetnik, potem zdaj je brat podjetnik in sem jaz kmetijo nekako razširil, ne, da smo prišli do tega nivoja, kjer smo zdaj, ne. Pred 4 leti je kmetijo prevzel tudi uradno. Z očetom smo v bistvu zadnjih, ne vem, že 5 let, bi lahko rekel, pred mojim prevzemom smo nekako cilje imela. Seveda, nobena generacija ne bo delala enako, kot je prejšnja delala, ne? Ampak pomembno je bilo to, da tu nekih konfliktov nismo imeli. Kakor slišim od dosti mladih kmetov, je to, da so v družini že konflikti, ker mladi hočejo pač neko revolucijo narediti, če temu tako rečemo, ne? Starejša generacija se pač s tem ne strinja in potem se drži kmetija v rokah stare generacije predolgo, ne? Evo, zdaj ti bom pa jaz dal, pa boš ti dal noter. Iz roda v rod gre kmetija tudi pri Birtovih, v vasici Prešnica pod južnim pobočjem Slavnika. Takšna je pač že desetletja tradicija, pripoveduje Lidija Benčina. Jaz in sestra smo najprej skozi bili starši v družbi in bile smo jim tudi v pomoč pri kmečkih opravilih. Kasneje se je sestra poročila v bližnji kraj in življenje na kmetiji sem s svojimi starši nadaljevala jaz.
Čeprav je delala kot vzgojiteljica, je kmetijo širila. Z možem sta pred dobrim desetletjem osnovni kmetijski dodala še dopolnilno turistično dejavnost. Moj oče je vedno rekel, da kmetijo predaja nam in da želi, da bo tudi še naslednja generacija kmetija dobro delovala. Zato ni presenečenje, da se je za kmetovanje odločil tudi sin Domen. Svečka, ti si dobila. V bistvu je bila ta želja v meni že od rojstva. Jaz sem spremljal svojega dedka, svojega nonota pri kmečkih opravilih, kako je on to delal. Tu sem nekako začutil, da bi rad delal tudi jaz. A dokončno je odločitev padla po gimnaziji. Tisti drugi mejnik v mojem življenju, zakaj sem se v bistvu za kmetovanje sploh odločil, pa je bil računalništvo. To je bil moj hobi in nekega dne sem se vprašal, je res to življenje, ki ga želim živeti? Računalniki, računalništvo in sem hitro prišel v bistvu do odločitve, da to ni to življenje, ki ga hočem, ampak da hočem pokazati nekaj, kaj naredim s svojimi rokami. Ker ko sem ugasnil računalnik, nisem imel kaj pokazati, v kmetijstvu pa se vsak premik kamna, vsaka bala narejena pozna potem na živini. To je en občutek, ki se ga ne da opisati. Kmetijo, na kateri redijo krave, prašiče in kokoši, pridelujejo sadje in zelenjavo, imajo meso, jajca, olje, mleko in mlečne izdelke, ves čas širi. Definitivno povpraševanje nas nekako vodi k temu, da dodajamo nove izdelke in tudi motivacijo za naprej. Na naši kmetiji večinoma vsi izdelki, ki se delajo v tem trenutku, že imajo svojega kupca in to je eno tako gonilo, ki nas vleče in daje nekako voljo, da vztrajamo v tem. Takšne zgodbe so sicer v Sloveniji prej izjema kot pravilo. Mladih kmetov, ki bi se odločali za kmetovanje, je iz leta v leto manj. Mlajših od 35 let je po zadnjih podatkih le 3,5%, še leta 2020 jih je bilo dobro odstotno točko več. Povprečna starost kmetov v Sloveniji je 63 let, skoraj polovica je starejših od 65 let. Kdo bo torej čez desetletje ali dve sploh še prideloval našo hrano? Mogoče je pretirano reči, da smo pred novo krizo in ta ne bo finančna, bo prehrambena in Slovenija je tukaj na zelo, zelo slabem položaju. Mogoče nam založene trgovske police dajo en občutek, da je hrane dovolj, ampak se naprimer z enim takim dogodkom, kot je bil recimo COVID, hitro pokaže, da je pridelava izjemno ranljiva. Sploh z vsemi podnebnimi spremembami, tako da moramo pravočasno poskrbeti za spremembe v kmetijstvu, da čim več mladih nekako obstane na kmetijah in skupaj zagotovimo v bistvu skupno prihodnost. Davčna bremena, administrativne ovire, neusklajena, neredna izplačila, neustrezna subvencijska politika, ob tem pa še suša, neurja, poplave. Težave slovenskih kmetov niso od včeraj, o tem smo v naših rubrikah pogosto obširno poročali. Ena večjih težav kmetovanja dandanes je birokracija, je jasna Katja Temnik. Nekdaj vrhunska košarkarica v dveh najmočnejših evropskih ligah, španski in italijanski, zdaj že več kot desetletje skupaj z mamo na kmetiji v Žičah po metodi biodinamike prideluje najrazličnejša zelišča. Najpomembnejši del postaja ukvarjanje s papirji, da je nekaj obkljukano, nekaj oddano, poročila, sama vsebina pa je zelo podhranjena. Ne? Moraš imeti neko osnovno računovodsko znanje, dobavnice, računi, dostavljati, tržiti moraš sam, prodajati, marketing izvajati. Kje je čas potem za pridelavo? Ne? Temu prikimava tudi gospodar srednje dobrih 20 hektarjev velike kmetije v Knežaku Gregor Slavec, inovativni mladi kmet 2021 in dobitnik Evropske nagrade za mlade kmete. Nas najbolj ubija birokracija, bom rekel, to so fascikli nekih papirjev, za katerega bi mogel skoraj da imeti administratora na kmetiji zaposlenega, da to sploh laufa. No? Potem pa seveda ta prilagajanja, podnebne spremembe, bom rekel, pa tudi te tuje rodne vrste, ki nas ogrožajo, šakalk konkretno. No? Se pravi, to je nek vsiljivec v naše okolje, s katero se moramo mi spet soočati in se prilagajati njemu, ne pa on nam. Pogosto je zato dan prekratek za vse, sta jasna zakonca Heric zelenjadarske kmetije Ostanek. Nekdo od naju mora dnevno skrbeti za birokratske oziroma evidence
Potem so dokumentacija, ki spremlja prodajo, vsa dokumentacija, ki spremlja nabavo, vsa dokumentacija, ki spremlja ne nazadnje razpise in vse tako naprej. Kmetu zmanjka časa. Kmet mora biti prvo kot prvo je starš dostikrat, drugo kot drugo mora skrbeti za svoje polja, tretjo kot mora skrbeti za svoje finance, za svojo administracijo, četrto pa še tudi dostikrat mora biti tržnik. Tudi svoje proizvode, če delaš, jih moraš tržiti. In če to vse sešteješ, ti enostavno tudi 18 ur, 20 ur delavnika zmanjka časa. A tega pripoveduje Toni Kukenberger, gospodar ekološke kmetije in ekosirarne z Dolenjske, nosilec naziva Inovativni mladi kmet 2016, se ljudje premalo zavedajo. Jaz mislim, da je kmetijska politika nasplošno zelo zgrešila na tej poti, da ljudi premalo izobražuje o tem. Da si sploh predstavljajo, kako neka solata, krompir, meso, mleko nastane. Da to ne zraste na trgovskih policah, ampak da je v bistvu zadaj cel sistem, cel proces. In tako pripovedujejo mladi kmetje, je še danes. Subvencije so vezane na neke površine, na neke hektarje, kar tukaj ne dela razlike med nekom, ki se res trudi, da bo nekaj pridelal, in nekomu, ki to sam pač pokosi, pa tisto mrvo nekam odpele. Vsi približno enako dobimo. In tukaj bi rekel, da država s tistimi, ki resnično pridelujemo hrano, dela zelo mačehovsko, ker ne stimulira tega, da bi mi želeli delati več, da bi ustvarjali hrano, da bi prodajali hrano. Zato se mladi prizadevamo, da bi se ta subvencijski steber nekoliko reorganiziral, če se tako izrazim, da subvencije ne bi bile več vezane na površino, ampak na dejansko pridelavo. Ker v Sloveniji se veliko bolj splača imeti več površine, kot pridelovati. In to je tista rak rana slovenskega kmetijstva, ki bi se dejansko mogla spremeniti. Da vežemo dejansko podporo na izdelke. Na Ministrstvu za kmetijstvo odgovarjajo, da je takšna skupna kmetijska politika Evropske unije, a da skušajo kljub temu kar se da prisluhniti težavam mladih kmetov. Tu se trudimo seveda predvsem s tem, da so pogoji jasni, na kakšen način se subvencije podeljujejo, pa predvsem, da so zemljišča obdelana. Mladim prevzemnikom kmetije sicer na voljo tudi finančna pomoč. Če so mlajši od 40 let in so kmetijo prevzeli v zadnjih 5 letih, lahko dobijo od 18 do več kot 57 tisoč evrov. A tudi to, kot kaže, ni dovoljšen razlog, da bi se mladi odločili za kmetovanje. Sredstva, ki jih prevzemnikom namenja Ministrstvo za kmetijstvo, namreč pogosto ostajajo neporabljena. Predlani je ostalo dobrih 9, lani 7 milijonov evrov. In letos tretji razpis v okviru novega strateškega načrta skupne kmetijske politike je odprt do 11. septembra. Na voljo je 13 milijonov evrov. Sproti tudi vidimo, kaj bi še bilo treba izboljšati, na kakšen način, in potem prilagajamo zakonodajo. In morda je to tudi eden od razlogov, zakaj prvi razpisi niso bili tako uspešni, ker se pričakuje, da se bodo kakšni pogoji še spremenili, preoblikovali. In jaz upam, da v tem tretjem razpisu, da bo več interesa. Anketa med mladimi kmeti kaže, da jih skoraj polovica domače kmetije brez denarne podpore ne bi prevzela. V pomoč je bila tudi Habjanu. Sicer na koncu ni to tako, kdo misli danes, da ti pač podarijo denar, in ti lahko s tistim delaš, kar hočeš, pa ga zapravljaš za lastne interese. Seveda je treba se poslovnega načrta držati, nekaj je treba z tega narediti. Mogoče sam izpostavil bi to, da je tudi tega denarja na koncu premalo za nek razvoj kmetije, in potem smo celo poslovni načrt malo spremenili, da smo pač s tem denarjem nekako zvozili, da smo poslovni načrt speljali. Drugače pa za nek resen razvoj kmetije ali pa da bi resno širitev kdo naredil, sploh če bi šel kak nakup zemlje ali pa česa, bi mogli biti sigurno 2-krat več denarja na voljo. Mladi kmetje so prihodnost slovenskega kmetijstva, ključni za razvoj podeželja. V kmetovanju ne stavijo le na traktorje, vam prinašajo napredke, inovacije, ki jih njihovi starši niso poznali. Denimo robote. Ja, mi imamo nekaj robotov tudi v tem hlevu, se pravi robot za molžo krav, pa robot za čiščenje krmilne mize, pa rešetk.
pa orodja umetne inteligence pri analizi kmetijskih evidenc, načrtovanju dejavnosti in zamisel o kmečkem investicijskem skladu, ki ga je med korono zasnoval Domen Benčina. Deluje pa na ta način, da kupci vplačajo neko dobroimetje nam na kmetijo, mi s tem ali kupimo repromaterial ali investiramo v neko proizvodnjo, kakorkoli. Mi jim pa v bistvu ta sredstva povrnemo v obliki pridelkov in nagradimo še z dodatnimi ugodnostmi. Eden od vlagateljev je v sklad investiral kar s slajenim kombijem, v katerem svojim kupcem zdaj dostavlja hrano. Tudi zaradi takšnih idej je pomembno, da starši svojim naslednikom pri kmetovanju in odločanju pustijo proste roke. Novosti so bile že prej s časom, ampak sedaj, ko je mlade generacije, novi izzivi, nove tehnike, nove tehnologije so zagotovo temu še največ doprinesle. Jaz sem pustil popolnoma proste roke, da on dela samostojno. Svetujem kaj, ampak ne odločam. Ne ukvarjam se, niti ne ustrajam pri svojih odločitvah, ker mislim, da to morajo to mladi po svoje pokomandirati. Še zlasti je torej ključno zavedanje, kdaj predati kmetijo, se umakniti. Problem pri prevzemu je to, da starši nočejo dati mladim iz rok, ker idealna leta po moje za prevzem so do 25. Takrat si še zagnan, si mlad, ponavadi nimaš neke družine ustvarjene, ker mi zdaj, ko smo starejši, se ti prioritete spremenijo. Tvoja prioriteta, moja prioriteta osebno ni več delo, imam 3 otroke in veliko čas z njimi preživljam, ker vidim, kako hitro gre leto naokrog, kako otroci odraščajo in roko na srce, teh let ne dobiš več nazaj. Mladi imajo drugačne poglede, drugačne interese, drugačno znanje tudi, kot smo ga mi imeli. In vsak tisti, ta stari, ki misli, da bo on obdržal kmetijo, se bridko moti. Kmetijo lahko naredijo to mladi. Če se prevzem nekaj stara in gre v 40-50 leta, potem je s kmetijo konec. Zato je res pomembno, da država tudi izkoristi ta čas, dokler imajo mlajši voljo, pa jim dati v bistvu tudi po domače povedano eno roko, da uspejo svoje starše prepričati, da kmetijo predajo. Jaz sem res hvaležen mojim staršem, da so nekako naredili ta korak oziroma premik v glavi in mi kmetijo tudi zaupali. Nujno potrebujemo mlade v kmetijstvu in na podeželju. Boje, da se kmet rodiš, ne postaneš tak, da če se je kdo od mojih otrok rodil kmet, pa ziher bo naslednik. Da bi le imeli za to tudi ustrezne pogoje in predvsem podporo.